Ste že pripravljeni na praznike? Brez skrbi, tudi če še niste, vam bom jaz v tem videu pokazala, kako lahko poskrbite za vaše najbolj trajnostno darilo. Pokazala vam bom, kaj lahko naredite kar doma, ali pa poskrbite za kupljeno trajnostno darilo. Tako da kar začnimo. Večkrat poudarjam, kako pomembno mi je, da imam balkonski vrt, da imam kakšno gredico z zelišči in začimbami, ampak ne samo za našo uporabo, domačo uporabo, ampak tudi za kakšno darilo. Tako da zelišča, začimbe lahko pripravite na enostaven način kot darilo. Lahko jih uporabite takole, date jih v kozarec, gor označite, zato da bo obdarovanec vedel, kaj bo prejel. In tako je to lahko eno izvrstno darilo. Lahko pa pač skombinirate več kozarčkov z ločenimi čaji. Uporabite, kar imate. Lahko je to bazilika, timijan, lahko je to bezeg, ki ste ga nabrali, posušili. V bistvu lahko uporabite karkoli. In jaz vedno poudarjam, da je ponovna uporaba steklenih kozarcev tista najboljša, ker na steklen kozarec lahko kaj narišete, lahko z alkoholnim flomastrom kaj napišete, lahko ga okrasite po svoje in notri samo prestavite svoje čaje, ki jih imate doma, ki ste jih nabrali in posušili. Lahko so to čaji, lahko so pa to zelišča, kot je recimo bazilika. Še eno prav posebno darilo, ki ga lahko izvedete kar vsi v vaši družini, pa je priprava piškotov, in sicer peka domačih piškotov. Te lahko date v kozarec, lahko jih date v neko drugo posodo in to, da nekaj naredimo sami, to je nekaj najbolj pomembnega, ker damo svojo energijo in svoj čas v darilo. Mi za modelčke uporabljamo tiste, ki so namenski modelčki in pa tudi tiste, ki smo jih dobili pri raznih kompletih s plastelinom. Tako da uporabite karkoli imate in pustite otrokom, da čim več ustvarjajo, tudi valjajo in dejansko pomagajo pri peki piškotov, ker jim bo od tega še največ ostalo. Takole kozarec pripravimo, notri zložimo piškotke in jih potem podarimo. Piškotke ločeno ali pa jih damo v košarico dobrot. Obožujem darila, ki so uporabna, ki jih uporabimo, ki jih ne zavržemo oziroma se na njih ne bo nabiral prah in ne bojo ostala na polici. Zato se mi zdi gajbica, taka gajbica dobrot, jaz temu rečem, nekaj najboljšega, kar lahko podarimo nekomu, ker vanjo lahko kombiniramo različne izdelke, različne stvari, ki bojo našemu obdarovancu oziroma obdarovanki bile najbolj všeč. Jaz imam rada te vrečke, ker jih obdarovanec na to kasneje še enkrat lahko uporabi pri nakupu, vedno večkrat. Uporabne so tudi za marsikaj drugega, tudi za pranje občutljivega perila. Tam tudi kakšne piškote, ki smo jih spekli doma. In pa nekaj, kar pridelujem tudi sama, in sicer v rastlinjaku, in to so tele gobice, ki so trajnostne. To je v bistvu lufa buča, iz katere je nastala gobica, ki jo lahko prerežemo in imamo 2 gobici za pomivanje posode ali pa uporabljamo celo za umivanje telesa. Darila so primerna tako za praznične dni, kot za tiste običajne praznike, ki jih praznujemo ob rojstnih dnevih. Tako da ideje lahko uporabite kadarkoli. Zdaj me pa zanima, kaj bi vi dodali v gajbico dobrot in kaj bi radi vi prejeli v gajbici dobrot. Dajte mi napisati komentarje spodaj, da vidim, kaj vam je najbolj všeč in kaj bi vas razveselilo v teli slastni gajbici. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!